Če se je za to odločil, mi smo obdobje relativno zahtevnih razmer in verjetno se odločil, da želi svoje aktivnosti osredotočiti na osrednje dejavnosti, to pa je proizvodna in prodaja pijač. To pomeni, da bo obdržal verjetno pivovarno Laško, pivovarno Union, skupino Radensko, Fruktal in se na to osredotočil. Sredstva, ki jih bo pa s prodajo dobil, bo pa uporabil za to, da bo zmanjšal dolg in na ta način utrdil položaj celotne skupine. Se vam zdi, da je Mercator nacionalni interes, ni to nacionalni interes, ta največji trgovec? Ne vem, v kakšnem smislu mislite nacionalni interes. Jaz mislim, da v tržnem gospodarstvu lahko lastniki, če želijo, prodali bojo na javnem razpisu in s tem pokazali slovenski državi, kako, če že se prodaja Mercator. Vemo, da vlada je v skupini pivovarne Laško prodala Mercator pod mizo, skupina pivovarna Laško bo pa prodala Mercator naprej na javnem mednarodnem razpisu in zato iztržila verjetno bistveno več, verjetno celo dvakrat več kot vlada Republike Slovenije. Seveda jim pa tega nihče ne more preprečiti, pa to po mojem oceni zelo slabo za živilsko-predelovalno industrijo v Sloveniji, to je jasno. Torej, ideja sindikalistov, da ne bi država nekako posredovala in da lahko tudi država odkupi ta delež nazaj, kako bo tukaj, kako na to gledate? To ni samo ideja sindikalistov, jaz vidim, da celo nekateri politiki zdaj pozivajo, da naj bi najprej država tisto, kar je prej prodajala po 160 evrov za delnico, zdaj odkupovala nazaj po dvakrat višji ceni. Glede, jaz pa mislim, da je to pa res takšen nesmisel, da se resnično čudim politikom, ki imajo takšne ideje in tukaj bi nas ljudje vprašali, kaj si gremo, da najprej prodaja neka vlada, recimo Janševa, Mercator po 160 evrov, Pahorjeva ga pa recimo nazaj odkupuje po 300 evrov. In kaj bi s tem naredili potem? Naj odgovorijo na to, kaj potem sledi. To pomeni kaj? Čez leto, dve spet prodaja zasebnim lastnikom in potem kaj? Spet nakup nazaj po višji ceni. Mislim, to so smešne zadeve. Jaz mislim, da bi se nekateri politiki res morali zamisliti nad tovrstnimi idejami, ki so mogoče lahko čisto legitimne, ampak mislim, da so nesprejemljive za novo vlado. In nova vlada zagotovo tega ne bo naredila.